Glasba, ki jo želite poslušati. Radio Prlek 88,9. Zdravo, sem Isak Palma, poslušajte Radio Aktivni. O tebi sanjal sem pesem neznana, začutil sem, da to podje srca. Zapihal veter je prek oceana, me ponesel na konec sveta. Tam ljubezen sem našel izbrano, v dlani nosil sem njeno ime. Zemljevid mi pokazal je Ptuj in Ljubljano, očaral, zapeljal me je. Ni kot Argentina, moja domovina, a ji dajem sebe, le sebe ji dam. Ker ni kot Argentina, majhna je in skrita, edina je za mene in postala je moj dom. Ni kot Argentina, moja domovina, zdaj ti dajem sebe in te vedno ljubil bom. V zeleno pomlad me obiješ, zame barve so tvoje zaklad. Kakor sonce na dušo posiješ, dale tvoj sem začutim takrat. Ni kot Argentina, moja domovina, a ji dajem sebe, le sebe ji dam. Ker ni kot Argentina, majhna je in skrita, edina je za mene in postala je moj dom. Ni kot Argentina, moja domovina, zdaj ti dajem sebe in te vedno ljubil bom. Poslana z nebes, mala, mala, kjerkoli se meni si ti. Da življenje je ples, ko se mu prepustiva, vsak nov dan po tebi mi diši. Ni kot Argentina, moja domovina, a ji dajem sebe, le sebe ji dam. Ker ni kot Argentina, majhna je in skrita, edina je za mene in postala je moj dom. Ni kot Argentina, este camino aquí conmigo, así lo quiso papá Dios. Ni kot Argentina, es tu mirada que me robó, que se llevó mi corazón. Ni kot Argentina, moja domovina, zdaj ti dajem sebe in te vedno ljubil. Po uspešnih singlih Mala Mala in 2 tedna Isak Palma predstavlja sveži glasbeni projekt naslovljen Ni kot Argentina. Zgodba govori o srečanju dveh svetov, ki se prepletata med latinskim ritmom, slovensko naravo in plesom ljubezni. Boštjan sem z vami, kmalu pa se mi pridruži Nuša Rojs z EP-jem Plešem da pozabim. To je malo jače, ko pogledaš me, kri teče drugače. Malo jače, tvoje bom, če tudi nimaš palače. Poglasi se. Miki Vlahović, Daj se nasmej, greva naprej. vmesno zavrtim, Nekaj sveže glasbe. Ker zdaj sem nekdo, ki ti leteti pusti. Cela ulica nori, ne kliči 113. Nikdar ne mine, noč za spomine. Kmalu z nami
Eva Boto z novo skladbo za Najo, o njej pravi. Jaz sem si namreč zelo želela že nekaj časa napisati besedilo za mojo prijateljico. Letos se poroči in sem želela napisati poročno skladbo, tudi kot poročno darilo, ampak teh stvari pač ne moreš prisiliti, ne se mora zgoditi. In ker se je ta kreativa zgodila, da jaz sem bila za klavirjem in začela ustvarjati in se začela jokati, ker sem vala si predstavljala ta dan in celo situacijo in njuno življenje in sem enostavno začela jokati in pisati besedilo in ko sem spisala vse skupaj, sem rekla, ok, to je to. In sem zdaj to mogla tudi pred svojo prijateljico skrivati vse do nedavnega in ko sem tudi njej pokazala, so obe dve jokali kadež in je bilo res presenečenje, je bilo zelo uspešno in moram povedati, da zdaj po izdani pesmi so odzivi fenomenalni, v bistvu nadpričakovanji in ko mi čakam, da ta pesem zazveni na čim večjih porokah. Več o Evi in skladbi kmalu, tu je še skladba za Najo. Sem Eva Boto in vi poslušate Radioaktivno. Vem, da pride dan, ko mi kava ne diši, pogled postane prazen, dotik se ohladi, ti ostajaš, zaupaš mi. In vem, da pride dan, ko tebi se mudi, pozabiš na poljube, v glavi tisoč skrbi, jaz ostajam, zaupam ti. Zdaj te ne dam, pred Bogom priznam, da svet na dlani s tabo imam, za naju oba, v objemu neba, trenutek v večnost peljeva, zavedno me ljubim, brani me, naj ta obljuba večna je. Ko bo padel še zadnji list jeseni in sneg bo v laseh, v nama ostal bo pomladni cvet. Obljuba večna je. Zdaj te ne dam, pred Bogom priznam, da svet na dlani s tabo imam, za naju oba, v objemu neba, trenutek v večnost peljeva. Zdaj te ne dam, pred Bogom priznam, da svet na dlani s tabo imam, za naju oba, v objemu neba, trenutek v večnost peljeva. Zavedno me ljubi, brani me, naj ta obljuba večna je. Sem Nuša Rojs in poslušate Radioaktivno. Vem, o meni čuješ po mestu govorice sem in tja, a ne veš, kakšna je resnica, samo tebe sem sanjala. Ponedeljek, torek gre nekako mimo, v sredo že razmišljam, kam iti, da bo fino. V četrtek prvi mi koktejl zapaše, v petek absolutno so na vrsti cele flaše. In ti misliš, da lepo mi je, a jaz plešem, da pozabim vse, vse laži, vse, kar si rekel mi vse noči, vse, kar srce drobi. Vem, o meni čuješ po mestu govorice sem in tja, a ne veš, kakšna je resnica, samo tebe sem sanjala. La,
nedeljo znova, jutro bom prespala, ti boš prva misel, a ne bom te več iskala. In ti misliš, da lepo mi je, a jaz plešem, da pozabim vse, vse laži, vse, kar si rekel mi vse noči, vse, kar srce drobi. Vemo, meni čuješ po mestu govorice sem in tja, a ne veš, kakšna je resnica, samo tebe sem sanjala. Plešem, da pozabim, je bila slišana skladba Nuše Royce z EP-ja Plešem, da pozabim. Nuša, lepo zdrav v studiu Radia Prlek. Ja, lepo pozdravljeni, sem vesela, da sem tukaj po dolgem času. Veliko plešeš glede na naslov EP-ja? Veliko plešem, včasih tudi ne toliko, da pozabim, včasih, da se spomnim, ampak mislim, da plesati moramo ne glede na priložnost. Potem pogosto pozabljaš? Ali malo pozabljaš, ali veliko pozabljaš? Tak, tisto, kar je slabo, kar ni tako dobro, tisto se trudim čim hitreje pozabiti, tisto dobro pa si čim bolje zapomniti. Kakšna si kot plesalka? Glede na naslov EP-ja bi rekel, da dobra. Ja, jaz za sebe mislim, da sem precej dobra, kar se tiče različnih ritmov, stilov, ni problema biti na plesišču. Je problem mogoče potem, ko se gre za plese v dvoje, kjer mora partner voditi. Zdaj, če je partner res siguren v sebe in zna voditi, potem se z veseljem prepustim. Če pa vidim, da je malo nesigurnosti, pa sem taka, da kar hočem jaz v spredje in prevzeti vajeti in to pa ni najboljše, ne? Potem ti vodiš ples. Ja. No, vsakdaj pa je tudi to dobro. Potem tudi pohodiš plesalca? Ne, to pa ne. To pa se trudim, da ne. In mi tudi uspeva. Morate pa pevke tudi plesati na odru, ne samo statično stati. Ja, res je, jaz sem kar živahna. Moram reči, da že malo včasih preveč, ker potem se prehitro zadiham, tako da moram malo paziti, da ne samo skačem in animiram in plešem, ampak tudi, da se malo prizemljim na čase. Plešem, da pozabim, je tvoj prvi tak zaokrožen izdelek v neko celoto? Ja, to je zdaj prvič, da sem res ustvarila 5 pesmi naenkrat, napisala svoja besedila, si zamislila besedilo, sam aranžma, kako bi naj potekal, kako si ga želim, pa tudi potem videospote. Zdaj za to pesem Plešem, da pozabim, je uspelo narediti video izdelek, tako da si lahko pogledate na YouTube. Za ostale pesmi še sicer ne, ampak imam pa v planu. Čeprav pa si predtem že izdala single, kar nekaj jih je bilo. Ja, res je. Začela sem v bistvu za prvo pesmijo Vzemi me leta 2016, marca je išla in od leta 2016 do leta 2022 sem izdala 10 pesmi, 2 tudi v hrvaškem jeziku in te sem kot avtorica potem tudi združila v samostojen CD, Ponosna gasilka, ki je bila takrat najbolj prepoznavna pesem v tem obdobju in zdaj sem pa rekla, da bi malo nekaj drugačnega, malo bolj udarnejšega in da se res malo bolj povezuje, ker te pesmi, ki so nastajale od 2016 do 2022, so bile vsaka je bila pa svoje malo drugačna. Ena je bila bolj pop, druga je bila malo bolj country, tretja je bila bolj zabavna z gasilce, četrta je bila, ne vem, bolj narodna in sem rekla, zdaj bi pa jaz naredila to en mini albumček in bi rada, da se čez vse pesmi nekako preliva isti vibe, isti občutek, isti zvok in se mi zdi, da mi je kar dobro uspelo. Čeprav ena pesem je še vseeno malo izvenstranska, Džin, ki jo bomo slišali danes, je malo drugačna kot ostale 4, ampak še vseeno se mi zdi, da lepo paše v ta paket. Pomeni, da si se sedaj zaokrožila kot neko zgodbo na tem EP-ju 5 skladb, povezala neko celoto. Ja, jaz sem pa v bistvu črpala nekako od začetka, kar se tiče ljubezenskih zgodb, ne. Začela sem z pesmijo Plešem, da pozabim in ta pesem v bistvu govori o prvem tednu po razhodu. Ko sem bila recimo mlajša, sem pogledala nazaj, kako sem se soočala z izgubo, ne. Tako da sem pač, ja, prvi, drugi dan sem komaj stala iz postelje. Tisti tretji dan je že nekako šlo, ne, četrti dan so me poklicale kolegice, jutri je petek, kam gremo, ne. In pač ja, ni mi bilo, ampak potem so me prepričale, da ja, da gremo ven in pozabimo, kaj bom zdaj doma jokala zaradi enega tipa, ne. In to je pesem Plešem, da pozabim, torej govori o tem razhodu in žurki, ki je pač ja, zato da bi pozabil, ne, ampak
na koncu koncev je tako, da ne moremo pozabiti teh stvari kar tako, ne. Kvečemo jih samo malo potopimo, potunkamo, potem pa spet priplavajo na površje. Zato za to pesmijo sledi pesem Nisi moj tip. To pa je potem tisto obdobje, ko vidiš, da nekako preboliš to osebo in pogledaš na razmerje, ki je trajalo iz drugega zornega kota in v bistvu potem ugotoviš, pa veš, da v bistvu si me sploh ni zaslužil, sploh ni znal ravnati z mano in ja, zdaj pa res ni več moj tip. In pesem naslov ni mišljena kot nisi moj tip, nisi moj fant, ampak sploh več nisi moj tip kot oseba, kot karakter. Nisi moj tip, jaz sem tako zrasla, jaz sem zdaj tako drugačna, kot sem bila takrat in ne, nisi več moj tip. In to recimo lahko velja ne samo za partnerja, s katerim si bil včasih skupaj, ampak tudi za prijatelje, ne. Včasih ste si bili dobri, potem pa nekaj časa mine, leta mine, ti se spremeniš, neke izkušnje nove pridobiš in vidiš, da ti določeni ljudje več niso v tvojem krogu nekako. Niso več tvoj tip. Mislim, da si že s tem kar napovedala drugo skladbo. Ja. Pa jo zavrtiva. Ok, nisi moj tip. Sam toliko, da veš, nisi več moj tip. Bil si edini, dala sem ti svoje srce, vse oprostila, te častila, govorila le tvoje ime. Bil si moja obsesija, jaz pa za tebe darija. Imel si mele za trofejo, a postavila sem mejo. Močno ranila sem tvoj ego. Zdaj veš, za te nisem na dosegu. Tako sem zrasla, da nisi več moj tip. Tako sem zrasla, da nisi več moj tip. Nisem verjela, da bom kdaj čutila, kar čutim zdaj. Ko te zagledam ali slišim, mislim sile, mir mi daj. Bil si moje vse življenje, spremenil si ga v trpljenje. Spil si mojo energijo in me pahnil v depresijo. Iz pepela sem ostala, zdaj veš, nisem tvoja več budala. Tako sem zrasla, da nisi več moj tip. Tako sem zrasla, da nisi več moj tip. Nisi več moj tip, zmaga polnje moj srčni utrip. Nisi več moj tip, sama nadaljujem ta svoj trip. Nisi več moj tip in ne ujameš me več niti za hip. Nisi moj tip. Nisi moj tip in Nuša Rojs z EP-ja Plešem, da pozabim. V glasbi si že nekaj časa, dejala si prej prva skladba leta 2016, kar pomeni skoraj bo 10 let glasbene kariere. Ja, in zelo rada bi to obeležila na veliko naslednje leto s kakšnim koncertom, ampak žal ga ne morem napovedati, ker se zdaj šele trudim, da bi
za te pesmi, ki sem jih dala na album, nekako uspela narediti videospote in jih pravilno spromovirati. Kar se tiče organizacije koncerta, z veseljem bi najavila in z veseljem bi naredila, ampak zato res potrebuješ ob sebi vsaj 2-3 osebe, ki so že počele kaj takega, kar se tiče organizacije in promocije in vsega tega. Jaz pa dejansko sem sama. Čisto za vse sama, od samega začetka, kar se tiče besedil, melodij, nastopov, promocije in za mene je to prevelik zalogaj. Če pa vsi, ki zdaj poslušajo, če se nekdo najde, ki bi bil pripravljen pomagati pri takšnem dogodku, pa se lahko dogovorimo, pa bom z veseljem sprejela sodelovanje. Nenazadnje si ekonomistka, pevka, animatorka, sem si zapisal, radijska voditeljica, to meni, da imaš te izkušnje. Tudi z organizacijo dela. Ja, res je. Pa financami. Ja, je, ampak se mi zdi, da karkoli naredim finance vedno premalo. No, to ekonomisti vedno jamrajo. Je brez inputa ni outputa, to so me naučili v srednji šoli, to sem si zapomnila in v glasbi je res tako. Če ti ne vložiš v neko samostojno pesem, v videospot, v promocijo, potem tudi ne moreš pričakovati, da bo ljudje to slišali, videli, ne? Zdaj, tako kot sem povedala, jaz sem sama in tudi sama recimo živim v starejši hiši, ki jo počasi obnavljam, pa ne, zlagala sem se, nisem sama. Jaz imam še konja posvojenega, pa psa posvojenega, pa mačko iz ulice sem vzela. Tako da vse to v bistvu si sposoben preživljati, ne? Mislim, pa vzdrževati, pa še poleg tega vlagati v glasbo. Ni enostavno. Ampak se mi zdi, da glede na to, da mi vse to še vseeno nekako uspeva, mislim, da sem kar dobra ekonomistka, no? To je potem druga plat, ki si je zapisala v PR sporočilju, ljubiteljica narave, živali. Ja, to pa res ne more biti samo glasba, ker glasba je tudi narava, glasba je ljubezen do živali in to v bistvu piše tudi moje zgodbe, moje pesmi in me fila energijo za naprej, za nastope, tudi ko se kdaj soočim s kakšnimi negativnimi komentarji, z neprivoščljivimi ljudmi ali z komerkoli, kar pač ni tako pozitivno kot jaz, potem se vedno grem nafilat moji mački domov ali pa psu ali pa konju in se vsedem naravo, prisluhnem naravi in ja, sem takoj boljše volje. Kako pa potem skrbiš za zdrav način življenja? To pa tako, da se trudim dovolj spati, torej med tednom grem v posteljo ob 9:30 najkasneje in imam pol urce recimo za branje ali pa, ne vem, da samo ležim v postelji in gledam v steno in si mislim, kaj je bilo čez dan takega, da se malo umirim in potem zaspim in potem sama brez dobenega problema vstanem malo po 5 uri, ni doben problem, zjutraj imam to navado, da se pretegnem, imam pred posteljo v spalnici, imam kar joga podlogo, tako da se res pretegnem fajn, spijem vodo, gledam, da pojem dovolj lokalne zelenjave, kaj je pač možno dobiti, pač sezonsko, da čim manj kupujem te predelane hrane, izogibam se, ne vem, tej fast foodu, no, kaj bolj masno, pa gluten, pa laktoza, pa vse to, ko sem videla, da mi ne paše. Pa seveda se trudim pač razmišljati pozitivno, ne. Tudi če mi kdaj dobim kak dvom vase, ali pa kaj, kak tisti glas se komri, pa joj, pa kdo si ti, da boš to naredila, pa kak bo tebi uspelo, mu lepo rečem, ne, ti zdaj pojdi stran, ne rabim tebe in prisluhnem čemu pozitivnejšemu. Vrta za predelavo zelenjave še nimaš? Imam, mislim, že prej smo imeli skupaj starši vrt, zdaj sem pa si naredila še svoje gredice, tako da imam čist svojo solato, peteršilj, šparglje imam sedaj, redkvice, pa zelišča. Zdaj, nimam sicer, ne vem, kakve možnosti, da bi imela kje veliko polje, njivo, da bi imela svoj krompir in vse to na veliko, tako da, ampak hvala Bogu pa živim na vasi in imam okrog kmete, ki imajo vse to, tako da v bistvu res se trudim čim več kupovati od domačih kmetov, v trgovini pa res kupiti tisto najnujnejše. Naslednja bo ego. Ja, ego je v bistvu to, kar sem prej omenila, tisti glasek prestrašen, ki ti pravi ne moreš, ali pa ki se včasih napihuje in si misli, ti da misli, da si več od koga, ne? Tako da ja, jaz sem rekla, da sem začela gledati nanj kot na mojega kužka. Ko laja za brez veze ga naženem v kočo, ko pa ga je treba poklicati, ker včasih pa rabiš malo ega, ne? Takrat ga pa lepo pokličem, zažvižgam, pridi, pa mi pomagaj, evo, zdaj pa lajaj. Ja, in v pesmi Ego v bistvu govorim o tem, da sem spoznala, ne, da je marsikateri fant imel probleme z egom, zato mogoče ni prenesel vsega tega, kar jaz počnem, kar jaz sem. Potem pa, ko sem bila nekaj časa sama, pa sem ugotovila, da mogoče imam tudi jaz malo preveč ega včasih. Tako da, ja,
to je pesem Ego. Dva ega ne gresta skupaj. Ja. V drugih iskala sem napake, jih imela za bedake, ker strah me je bilo. Čez čas pa zazrla sem se vase in odkrila, da je za vse kriv le moj ego. Zdaj, ko čaše ga razbijam, pogum s tem svoj odkrivam. Nič se ne bojim vloga, žrtev je končana, moč srcu je predana. Delam, kar si želim, plešem, pojem in uživam, na druge se ne oziram, k večji sreči drvim. Svojim sanjam sledim. In tisti, ki sebe ne poznajo, se z drugimi igrajo, duše ni v njih. Jaz pa nisem kakor drugi, ne plavam po isti strugi, to ni moj stil, zato treniram, meditiram, dramo ignoriram, v globino drvim vase in v svoje sanje, dvomit egu več ne dovolim. Svojim sanjam sledim. Zdaj, ko čaše ga razbijam, pogum s tem svoj odkrivam. Nič se ne bojim vloga, žrtev je končana, moč srcu je predana. Delam, kar si želim, plešem, pojem in uživam, na druge se ne oziram, k večji sreči drvim. Svojim sanjam sledim. Nuša, Roj z mamo v studiu Radia Prlek. Kako pa je prišlo od petja v kopalnici pa do X-Faktorja, pa ne nazadnje tudi Slovenija ima talent? Ja, to pa je tako, da sem ja že od malega govorila, da bom pevka in potem sem enkrat v osnovni šoli zapela Kekčevo pesem in so se mi vsi otroci norčevali. In sem jaz rekla, jaz ne bom nikoli več pela. In od tistega trenutka sem pela samo v kopalnici, doma pred mojimi, redko, da sem jaz pred kom kaj zapela, tako me je to prizadelo takrat v otroških letih. In tudi, ko so mi kje ponudili mikrofon, ne, na kakšni prireditvi ali pa kaj, daj Nuša, pridi biti kaj, ne, niti slučajno. Pa sem, ne vem, nek klik je naredilo v meni. Mislim, da sem si takrat celo ogledala film od Tina Turner, What's Love Got to Do? In mislim, da me je celo ona inspirirala, da sem rekla, zdaj pa tak, jaz moram nekaj narediti in ne sme mi več biti toliko pri srcu, kaj si drugi mislijo in če se kdo norčuje. In potem je ravno bila reklama za prijave na audicijo za X-Faktor in sem rekla, da bom to poskusila in nisem povedala nobenemu. Sem se kar prijavila in pred tisto audicijo sem imela 3 dni tako tremo, da nisem mogla jesti. Prav spomnim se, ko sem stopila prvič na oder, ko sem zaslišala svoj glas. Meni se je zdelo, da se mi usnice tako tresejo, da se mi cela glava premika. Ampak temu sploh ni bilo tako. Potem, ko sem pogledala posnetek, sem videla, da je dejansko bilo solidno odpeto. Ampak takrat sem ja prišla med prvih 80 kandidatov skoraj do X-Campa in sem dobila to potrditev, da sem na pravi poti. In potem je šlo vse zelo hitro naprej. Potem je prišla audicija za skupino Skater in sem tam prevzela pevko glavno. Predtem je bila Katja Lesjak, dolgih let 8, mislim, da. In potem sem bila kar naenkrat na velikih odrih,
kar naenkrat sem pela, snemala v studiu, tudi video spot smo posneli in potem sem dobila toliko motivacije in toliko poguma, da sem rekla, da bom pa poskusila svoje pesmi posneti in izdati in takrat so tudi, spet so bili vsi pametni in so rekli, pa kaj boš ti, ne moreš, držiš se zdaj tega, to je to, ne, to je life. Ampak sem rekla, mene pa je vedno zanimalo, kaj je korak še naprej, ne. In sem poskusila in takrat je potem prišla Vzemi me. Bi lahko rekli, da si ljubiteljica različnih šovov? Niso bili samo glasbeni? Ja, tako bom rekla. Jaz v bistvu sploh nimam doma televizije. Jaz sploh ne gledam, ampak mi je pa zanimivo sodelovati. To je malo ironično. Ja, jaz nikoli ne gledam fuzbala, ampak ful rada ga igram. Tisto, kar mi je zanimivo, tisto jaz moram probati, tiste moram jaz biti zraven, ampak bila sem v šovu Gospodin Savršeni, to je bil edini šov v bistvu, ki ni bil pevski, ampak je bil ljubezenski. In glasba in ljubezen, to gre skupaj, ne? In sem rekla, takrat so me v bistvu povabili k sodelovanju, ker so iskali moj tip ženske in jaz sem bila takrat trenutno ravno pred odhodom, da bi šla delati na križarko v duty free shop in so rekli, da 1-2 meseca bo trajalo, da mi zrihtajo vizo in vse to. Ta šov pa je ravno trajal tiste 2 meseca in sem rekla, se izgubiti nimam kaj, ne? Če kvečemo, lahko samo kaj pridobim. Če mu ne bom všeč, me bo tako poknil ven že prvi teden. Če on meni ne bo všeč, ne bom vzela vrtnice, kaj ne. Nisem si sicer mislila, da bo tako rivalstvo med ženskami, da bo taka, bom rekla, taka drama, ampak se mi zdi, da sem še vseeno v tem šovu ugotovila, koliko sem močna in ne glede na to, kakvi so drugi, jaz še vedno ostajam jaz in zaradi tega nisem nič, tudi če so drugi škodoželjni, jaz ne bom nazaj škodoželjna, ker pač jaz nisem taka in jaz samo sem, taka kot sem in ne glede na to, kaj se okrog dogaja. Si potem tudi ta šov povezala z glasbo po koncu tega šova? Ja, jaz sem v samem šovu sem dobila full idej, kar se tiče, tudi ker smo 2 meseca sem poslušala hrvaški jezik in komunicirala z njimi v hrvaščini, pač koliko sem jaz znala, ne, sem potem tudi napisala svoje prvi 2 besedili v hrvaškem jeziku. Ena izmed teh pesmi je tudi na prejšnjem albumu Ponosna gasilka, je pa naslov Sudbino samo nebo piše. In dosti ljudi mi je reklo, koliko jih gane ta pesem, ne, in koliko je resnična v bistvu. Si se potem dobro naučila hrvaško, da si lahko pela? Kaj ti pri marsikaterem pevcu danes ugotovimo, da misli, da ve peti v balkanskih jezikih? Ja, jaz sem tudi mislila, da znam, ampak zdaj, ko poslušam vseeno, ena beseda recimo me konkretno zmoti, če boste poslušali, boste verjetno tudi sami slišali, ampak takrat me ni, ne, in takrat tudi tistim, ki sem dala za poslušati, tudi kolegicam iz Hrvaške, so rekli, da je okej, da je solidno za Slovenko, ne, ampak za nas, za Slovence, ki imajo radi hrvaško glasbo, tako ne bodo komplicirali, ne, Hrvati pa nas tako ne vrtijo in poslušajo, tako da dobro je za koga, ali kako se reče. Ja, mislim, da so oni zelo občutljivi na jezik. Ja, pa saj tudi, če perfektno zapoješ, mislim, da na hrvaških radijskih postajah ne boš slišal Slovenca. Mogoče kak Luka Basi bi se znal najti, ne, ampak... Zakaj pa je potem obratno? Ja, to pa je, mislim, da ne vem, nam že bilo, se mi zdi, v zibelko položeno zaradi tega, ker so, ne vem, naši starši itak govorili srbo-hrvaščino in tudi v vojsko so šli služiti in so poslušali vse te kasete, ne vem, in Nede Ukraden, in Lepe Brene, in Magazina, in to so še Novi fosili, ne. In mislim, da zaradi tega, ker smo že, ne vem, s tem odraščali, sej zdaj, če pogledamo mlajše generacije, ne, marsikdo več ne zna hrvaško, ne razume hrvaško, tako da mislim, da se ta trend zdaj poslušanja ful hrvaške glasbe v Sloveniji tudi že malo bliža koncu. Ja, to imaš prav, ja. Marsikateri mladi več ne razume, kaj govorijo preko meje. Ja. Bova midva zavrtela naslednjo, ponudila nam boš Džin. Jep, Džin pa je tista pesem, za katero sem omenila že na začetku, da je malce drugačna, ampak upam, da vam bo všeč. Bela srajca, v roki džin, ti nisi tako drugi, ti si ravno prav fin. Nisem žejna, a vseeno bi čisto malo en požirek, vse sem 2-3. Zato pridi bližje, pogled tvoj kot obližje na vse moje rane. Daj pozdravi me, želim, da s teboj vse pozabim, dušo si nahranim, moje telo moje telo le zate je. Še ne
spila s tabo strubi, če ga piješ ti. V bistvu takšnega sem si želela, o takšnem bi pisala pesmi in jih pela. Da pristopi in pove brez problema, da edina sem in to ne bo nikoli dilema. To nikoli ne bo dilema. Ne bo dilema. Še ne bo obarva se v rožnato, sonce sije le za naju, veter šepne, da sva v raju. Še ne bo obarva se v rožnato, sonce sije le za naju, veter šepne, da sva v raju. Bela srajca, v roke čijam ti, nisi taka druga, ti si ravno prav fin, prav fin, ja. Bela srajca, v roke čijam ti, nisi taka druga, ti si ravno prav fin, prav fin, ja. Prav fin, ja. Prav fin, ja. Prav fin, ja. Nušaroj se z mano z EP-jem Plešem, da pozabim. 5 skladb si strnila na EP. Ja, in sem zelo ponosna, se mi zdi, da so res tako fajne. Želela sem si, da je za mlade, da je udarno, ampak še vseeno, jaz sem tak, meni je všeč rock, meni je všeč pop, meni je všeč narodna, meni je všeč dance, zdaj pa kako vse to združiti, ne? In jaz sem za ta album poklicala prijatelja, ki igra harmoniko pri Mambo Kingsih in je vrhunski tudi v narodni smeri, zvrsti. In potem sem poklicala kolega, ki igra v metal bandu, električno kitaro. Snemali smo pri v bistvu osebi, ki je sicer Slovenec, ampak balkanskih korenin in ima ful Balkan in ful z Balkanci sodeluje. Tako da v bistvu smo že v defaultu, so 3 različne osebe totalno bile v studiu. Potem pa sem še tukaj jaz, ki vse to poslušam. In mi 4 smo v bistvu ustvarili skupaj ta album. Tako da je v bistvu in električna in akustična kitara in harmonika, vse to v živo in tisti bolan beat se mi zdi, da je tak dance catchy, je dodal pa še Rale, torej tak je delal aranžma. In se mi zdi, da je tak ful dobra kombinacija nastala, no, ne moreš tako čisto popredalčkati, ali zdaj to, ali zdaj ali tisto, ne, ampak meni se zdi, da je tak dober nek slovenski dance spet nastal, ki se mi zdi, da v Sloveniji tako ful ni več te dance glasbe, tako kot je bilo mogoče včasih, še kar nekaj let nazaj sicer, ampak zdaj je tako bolj vse tako popiš, vse je malo bolj tako medlo, ali pa je rock, ne, ni pa nekega pravega dansa. Mogoče se je ta glasba tudi na svetovni sceni malo umaknila. Ja. Ampak se mi zdi, da pa vseeno, recimo, če pogledamo Ameriko, ne, da vseeno, recimo, Lady Gaga jo ful prinaša nazaj, Dua Lipa, recimo, to so zdaj ene izmed najbolj popularnih, ne, ki so spet začele v tej smeri delati. Žanrsko si zelo pestra že od začetka, si mogoče potem na tem EP-ju vse skupaj malo združila v neko celoto oziroma da nekako bolj enovito. Ja, se mi zdi, da je na tem albumu pa res tista rdeča nota, ki se vleče od 1. do 5. pesmi in je tudi zgodba. Ne samo, da je aranžmajsko vse skupaj povezano v lepo celoto in se nekako dopolnjuje, nadgrajuje, ampak tudi skozi besedila dejansko govorim svojo zgodbo. Avtorica vsega si ti, glasbe in besedil. Tako je, jaz sem avtorica in tega mi ne more nišče vzeti. No, to si se te dobro in aktualno povedala. Ja. Za tiste, ki spremljajo, kaj se dogaja v zadnjem času na našem prizorišču. Ja, res je. Jaz sem rekla, bolje počasi in ziher in samostojno, kot pa na hitro, na veliko, potem pa si sužena. To se mi ne zdi prav. EP je samo v digitalni obliki ali tudi fizična izdaja? Ja, je samo v digitalni obliki. Prvi album sem izdala tudi v fizični obliki, ampak redko kdo še posluša zgoščenke, CD-je. Redko kdo še ima sploh možnost, da bi jih poslušal in v avtu in na računalniku. Se mi zdi, da se je to tudi malo umaknilo. Zdaj so bolj stvari na USB ključkih, ne? Ali pa vinilke recimo. Tako da, ja, za tiste recimo najzvestejše fane, ki jih je, ne vem, mogoče 100-200, ki res
kupijo vse moje stvari, ko izdam kak album, ko naredim kako pravljico za otroke. So tu ljudje, ki me podpirajo in bi z veseljem imeli tudi ta moj album, ampak do tega še ni prišlo, ampak vedno je v letu tisti en mesec, ki se imenuje Veseli december, ko je čas obdarovanj, tako da vabljeni, da me spremljate, ker mogoče do takrat pa bo kaj. Mogoče tudi kakšna razširjena različica. Mogoče. Je kaj odzivov na tvojo glasbo, na tvoj EP? Se to kaže tudi mogoče po številu nastopov? Ja, trenutno se še nekako lotevam promocije, ki zelo počasi napreduje, ker sem zelo zasedena. Več imam privatnih nastopov, rojstni dnevi, različna praznovanja, poroke, na katerih presenečam in mi malo zmanjka časa za vse skupaj. Tako da so pa odzivi. Mislim, da sem s tem albumom pridobila tudi tiste ljudi, ki me do zdaj niso poslušali. Malo drugačno publiko, tudi malo mlajše in ravno zanimivo, danes sem bila na Birmi, sem bila birmanska botrca in moja birmanka je rekla, Nuša, a lahko tisto iz albuma Nisi moj tip? Sem rekla, vam je všeč, ne? To sem si kar mislila, zaradi tega, ker v delčku pesmi je, ne, tip, 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 tiririp, tip, tip, tiririp, tip, tip, titirit in pol tak, veš, Nuša, to se sliši, kot da rečeš rit. Sem rekla, veš kaj? Pa res to rečem, ker je res bil rit. Drugače pa več sproti o tebi na družabnih omrežjih, kjer lahko tudi poslušalci spremljajo, kdaj in kje te lahko vidijo v živo. Ja, res je, na Facebooku in Instagramu kar pridno objavljam, tudi v storije, moram reči, da dnevno in sem že malo prav jezna na sebe, ker se mi zdi, da me je malo prav to zasvojilo, kako vse želim deliti za svetom. Za psičko recimo hodim na sprehode in vidim sončni vzhod, zahod, recimo, ko sonce posije na polje, to tako božansko zgleda in jaz to vse bi poslikala, vse bi pofotkala, vse bi povedala ljudem, ljudje, zbudite se, poglejte, kako je lepo, ne vem, ali pa ne vem, ko kaj dobrega skuham, ali pa naredim kak svoj recept, lakota je najboljši kuhar, pravijo, ne, in jaz včasih, ko sem lačna, naredim res kakšne zanimive kombinacije, ko jih drugače ne bi in res paše skupaj in potem tudi to delim, ne, tako da ja, zelo veliko stvari delim. Tako da vredno obiskati. Ja. Nuša, kako pa se tikaš oziroma vikaš z umetno inteligenco? Ni še me toliko pritegnila, ne spomnim se še toliko, še vedno grem googlat prej, še vedno koga prej povprašam, če imam koga v bližini. Šele na to, recimo, če ne dobim odgovora, ki ga iščem, potem se spomnim, mogoče bi pa res lahko to malo potipala pa vprašala, ne? Nisem pa še tako hudo se navadila na to, da bi to bila zdaj prva opcija, da pa grem čatati z umetno inteligenco. Kaj misliš, katere skladbe kot najpopularnejše vrže ven umetna inteligenca Copilot? Tvoje? Moje. Bi rekla Ponosna gasilka, ki je bila tudi najbolj mogoče predvajana. Ne, mogoče pa je bila prva, Vzemi me, ker je bila takrat izdana pod založbo in takrat so jo kar promovirali. Ne, ena ne druga. Nobena od teh dveh. Katera bi bila pa potem? Morda ko pijem, se napijem? Tudi ne. To pa zdaj zanimivo. Veš, umetna inteligenca razmišlja drugače kot ti. Ja, to pa opažam, ja. In kaj pravi umetna inteligenca, zdaj sem res radovedna? Sudbino samo nebo piše, plešem, da pozabim, dvojka pa me kdo sliši. Wow, to pa je res zanimiv izbor. Ja, bravo, ChatGPT, no? Mogoče pa sem jaz... Ne, Copilot je to ni ChatGPT. Okej. Ja, potem pa super, ne? Bom zdaj samo sebe oštela, ker sem dala vsem tistim drugim pesmim toliko več poudarka, na te ta druge pa sem pozabila, ne? Tako da moraš sedaj dati te v ospredje. Tako. EP je tu, promocija poteka, idej ti verjetno za prihodnje tudi ne manjka. Ne, res je, že vidim, kako bi se nadaljevale zadeve in... Že pridno pišem in to je potem tako, ne, dokler dejansko ne pridem v studio in začnem pet, potem dejansko ne vidim, katera bo dejansko na albumu, katera ne bo. Ker to sem si tudi za ta album mislila, imela sem napisanih enih 15 pesmi, potem sem pa v bistvu jih izdala samo 5. Ker sem iz teh 15 pesmi najboljše pobrala in jih združila in potem še dodala, še preoblikovala. Tako da, ja, to, kar napišeš na začetku, pa se ti zdi dobro, mogoče čez 2 meseca pa si misliš, kaj mi je te bilo, ne? Se pa znam boljše. In tako da je fajn, da si vzameš čas, mogoče čez 1 mesec, 2 spet pogledaš, spet probaš odpet, spet malo razmisliti, je to res dobro, ali bi znala to na boljši način povedati, ali kaj je v bistvu sploh moje sporočilo, ne? Ker se mi zdi, da vsa moja sporočila, tudi če v tisti pesmi pojem titirit,
še vseeno je pozitivna in ni zlonamerna do nikogar, ne. In ja. Poveš pa neposredno. Ja. Ni samo cenzure. Ja. Še eno bova zavrtela za konec tega pogovora. Z EP-ja Plešem, da pozabim, to bo Malo jače. Malo jače sem pa najprej želela postaviti kot naslovnico albuma, ker to je zdaj ful, se mi zdi, in vsak drug že reče, ja, to je pa, ne reče več, to je zelo dobro, to je odlično, to je vrhunsko, ampak sploh ti mladi rečejo, stari, malo jače, to je, ne, in sem razmišljala, mogoče se približati mlajšim, ker tudi midva smo mlade, ne, tako da mlajšim bom rekla. Kakorkoli vzameš. Ja, bom rekla mlajšim, kako se približati, mogoče s tem naslovom Malo jače, ampak sem potem vseeno rekla, bo raje po slovensko, da izpostavim to, bo Plešem, da pozabim, in sem potem Malo jače pa dala čist na konec, ker je tudi nek zaključek zgodbe. Jaz se mi zdi, da v bistvu je celoten album je takole od začetka do konca speljan, da res prideš do tistega srečnega konca, in to je pesem Malo jače, ki opisuje tisto pravo ljubezen, ko se dva srečata in da se dva najdeta in da se ljubita. Po mojem res niso pomembna leta, niso pomembni neki statusi, kaj kdo je, koliko je kdo izobražen, koliko ima kdo pod palcem, če je res tista prava ljubezen, in o tem govori tudi pesem Malo jače. Sam album pa se začne dejansko z razhodom, s prebolevanjem, z raziskovanjem samega sebe, in se mi zdi, da je tako, ko pogledamo celoto, res neka zgodba, no, ki jo lahko vsak v življenju doživi in gre skozi. Zato bova to zgodbo, skladbo Malo jače tudi zaključila. Nuša, hvala, da si se oglasila v studiu Radia Prlek ter uspešno in čim bolj delala naprej. Najlepša hvala in upam, da se vidimo tudi tu okrog kaj na kakem nastopu. Nič ne pomenijo leta, ljubezen je sveta, rodi se, ko si dovoliš. Razlike med nama mi dva ne poznava, iz grenke v sladko me ti spremeniš. Srce razbija, pogled je tvoj fantazija, dotik nežen kakor svila, nocoj s teboj bi bila in te razvajala. Veš, ni pravila, ki ga zate ne bi prekršila, svojo posteljo s teboj bi delila, nore želje ti zaupala, ti zaupala. To je malo jače, malo jače, malo jače, ko pogledaš me, kri teče drugače. Malo jače, malo jače, malo jače, tvoj bom, če tudi nimaš palače. Kri teče drugače, malo, malo jače, malo, malo jače, malo, malo jače. Lahkotno prepuščam se toku, skrbi so v kotu sobe, kjer čakaš me ti. S teboj bo uspelo vse, kar ne bi smelo, zaupam, ko gledam v tvoje oči. Srce razbija, pogled je tvoj fantazija, dotik nežen kakor svila, nocoj s teboj bi bila in te razvajala. Veš, ni pravila, ki ga zate ne bi prekršila, svojo posteljo s teboj bi delila, nore želje ti zaupala, ti zaupala. To je malo jače, malo jače, malo jače, ko pogledaš me, kri teče drugače. Malo jače, malo jače, malo jače, tvoj bom, če tudi nimaš palače. Kri teče drugače, malo, malo jače, malo, malo jače, malo, malo jače. Sem Nuša Rojs in poslušate Radioaktivno Plus.
Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem z naslovom Nekdo, posneta v živo na koncertu v Cankarjevem domu. Kaj ne ti še rečem, draga, da boš verjela, tu bom ostal. Kaj ne ti še rečem, draga, da boš čutila, ob tebi bom stal. Koliko solz je preteklo v tišini, da zdaj si v mojih dlaneh. Koliko solz posušilo na tvojem srcu je v hladnih nočeh. Da zdaj sem nekdo, ki ti leteti pusti. Da zdaj sem nekdo, ki tvoje srce umiri. Da zdaj sem nekdo, ki verjame v ljubezen brez meja kot takrat, ko sem bil mlad. Kaj naj še rečem ti, da bi verjela mi to, da sem nekdo, ki imel te bo rad. Kaj naj ti še rečem, draga, prišla si takrat, ko te nisem iskal. Kaj naj ti še rečem, draga, takšne ljubezni ne bi izdal. Bila si kot voda globoka in mirna, ki sanje je skrila v temi. Zdaj za tvoje srce iz papirja sem plamen in končno lahko zagori. Ker zdaj sem nekdo, ki ti leteti pusti. Zdaj sem nekdo, ki tvoje srce umiri. Da zdaj sem nekdo, ki verjame v ljubezen brez mej kot takrat, ko sem bil mlad. Kaj naj še rečem ti, da bi verjela mi to, da sem nekdo, ki imel te bo rad. Kaj naj še rečem ti, da bi verjela mi to, da sem nekdo, ki imel te bo rad. Žan Serčič je aprila v razprodani Galosovi dvorani Cankarjevega doma izvedel enega najboljših koncertov v svoji karieri. Tam je prvi zapel in zaigral skladbo Nekdo, ki jo sedaj pošilja v splet in radijske valove v intimni koncertni izvedbi. On je povedal: Tako kot v tej pesmi verjamem, da je za vsakega izmed nas nekdo, ki nas lahko ujame, ko padamo in ki nam da krila in nam pusti leteti takrat, ko to rabimo. Tako verjamem, da je tudi marsikdo bil na koncertu v Cankarjevem domu in res se je zgodil en magičen moment pri tej pesmi. In zato smo se z ekipo odločili, da kar objavimo ta posnetek in delimo z vami našo novo podobo zasedbe, 15-člansko ekipo, godalni kvartet in nekaj, kar boste lahko tudi videli v Križankah 26. septembra. Mi se vas zelo veselimo na celotni turneji 15 let navdiha, vi pa uživajte v poslušanju nove pesmi z naslovom Nekdo. Čez nekaj trenutkov se nasmejemo z Mikijem Vlahovićem. Daj se nasmej, greva naprej. glasbeni gost. Miki Vlahović, zdravo. Živijo, Boštjan, in vsi tvoji poslušalci in seveda poslušalke. Po bolj osebnih skladbah sedaj k zelo pozitivni tematiki in pozitivnim ritmom. No ja, pa se te osebne, družinske so pozitivne ponavadi. Ta pa je bolj vedra, bolj živa, bolj nasmejana, tudi take lepe feedbacke dobivam, tako da kdorkoli sliši pesem, ga tako 3 minute odpelje nekam
v nek lep svet, kjer je vse lepo in prav. Skladba, ki gre, kot si dejal, zelo hitro v uho. Res je, malo sem se odločil, da tudi kaj tako bolj pozitivnega napišem, bolj veselega in res sem prav zadovoljen z izdelkom, ki je tak pozitiven. Daj se nasmej, pa praviš v naslovu pesmi. Točno, tudi z nasmehom berem komentarje, ki jih dobivam, oziroma takšne in drugačne komentarje z nasmehom sprejemam, ker so vsi lepi, res vsi in pozitivni in nekaj lepega sem naredil. No. Potem je to prava poletna skladba za dobro voljo. Res to pesem sem napisal v bistvu za poletje, ker poletje je tik pred vrati, da je bolj lahkotno, da ko sediš oziroma ležiš na pesku pred morjem in srebaš svoj najboljši koktejl, najljubši koktejl, imaš muziko tam od zadaj nekje in ti kaj lahko lepšega, pa seveda v dobri družbi. Kot pa vidim, si v video vložil veliko financ, kajti snemal si ga na Tajskem. Ja, veliko financ je šlo samo za avion in za hotel oziroma hišo, kjer smo živeli. Je bilo pa nič, me ni koštalo, ker je to vse posnela moja hči, pa moja žena tudi. Tak družinski videospot. V bistvu sem se kar izumil novo ime, da sem naredil žanr glasbe, ki se imenuje Family Pop. Ko sem videl nekatere posnetke tem videu, sem zasledil tudi vinograde, jih imajo na Tajskem. Na Tajskem smo bili dejansko v vinogradu, katerega lastnik je bil nek Nemec, ki je prinesel trto iz Nemčije in se tam gre biznis tak posaduje, se pravi, vinograd. Mi smo tem najprej nabirali grozdje, potem smo ga pa tudi v teh številkih škafih smo ga tacali, kar se tudi vidi v videospotu, in potem smo ga še okušali in unetake, ki pleše okrog mene, 200 tudi iz tega vinograda, tam sta nastregla. No. Tako da ja. Je pesem tudi pot proti albumu? Seveda, od prve naprej, prva je bila mislim pred 3 leti, ali koliko se ne točno že 2-3 leta nazaj sem napisal prvo pesem, ki se imenovala Rate imam. Zdaj pa mislim, da je že številka 8 ali pa 9, no, tako da smo zelo, zelo blizu. Smo pa sedaj tudi blizu predvajanja, zato Miki, daj se nasmej. Jaz se že smejim in naj bo tudi tebi nasmejan dan, tvoji poslušalke in poslušalci naj res uživajo moje pesmi z naslovom Daj se nasmej. Daj se nasmej, greva naprej. Tvoja pesem, tvoj korak je zame zrak. Zbudi se dan, skozi okno sonce zliva se, na posteli roža čaka te. Mislil sem, da sem živel, kar imava upat nisem smel, na posteli roža čaka te. Naj ti srce igra vsak dan, naj ti poljub povida znam. Smeješ se ti, smejem se jaz, ljubim na glas. Daj se nasmej, greva naprej. Tvoja pesem, tvoj korak je zame zrak. Jaz sem Miki Vlahovič in vi poslušate oddajo Radioaktivno. Nežno povej, ali čutiš to, kar čutim jaz. Tvoja roka boža moj obraz. Naj ti srce igra vsak dan, naj ti poljub poveda znam. Smeješ se ti, smejem se jaz, te ljubim na glas. Daj se nasmej, greva naprej. Globina oči mi kaže poti, brez tebe me ni. Vem, zdaj živim, sebi govorim, letim, več se ne bojim. Vem, zdaj živim, ker znam ljubiti. Daj se nasmej, greva naprej. Tvoja pesem, tvoj korak je zame zrak.
Daj se nasmej, zanajami mej, lovi na oči, mi kaže poti, brez tebe me ni. Daj se nasmej. Cela ulica nori, nori, cela ulica nori. Popstars, come on! Nocoj ne rabiš pižame in ne veliki besed. Ne razmetujo mare. Hej, samo pripravi se. Nocoj ne rabiš pižame in dežnika tudi ne. Ne zapiraj oken, samo prisluhni glasbi z ulice. Pazi zdaj! Cela ulica nori, ne kliči 113, 113. Cela ulica nori, je kot morje nemirno, se ti ne zdi. Ta ulica nori, ne kliči 113, 113. Cela ulica nori, je kot morje nemirno, se ti ne zdi. Cela ulica nori, nori, cela ulica nori. Cela ulica nori, nori, ne kliči 113. Nocoj ne rabiš pižame, niti praznih obljub. Vzemi le sandale, glej, cela zemlja gori. Cuj, naj smih te objame, naj zažarijo oči, a naj srce se ne vname za tatove neprespanih noči. Pazi zdaj, cela ulica nori, ne kliči 113, 113. Cela ulica nori, je kot morje nemirno, se ti ne zdi. Ta ulica nori, ne kliči 113, 113. Cela ulica nori, je kot morje nemirno, se ti ne zdi. Cela ulica nori, nori, cela ulica nori. Cela ulica nori, ne kliči 113. The street is going crazy. Ko se jutro na okna prikrade, si zakrivamo oči, a ko sonce spet v morje pade. Pazi zdaj! Cela ulica nori, ne kliči 113, 113. Cela ulica nori, je kot morje nemirno, se ti ne zdi. Ta ulica nori, ne kliči 113, 113. Cela ulica nori, je kot morje nemirno, se ti ne zdi. Cela ulica nori. Potem, ko je Popstars januarja navdušil s prvim skupnim šovom po več kot 20 letih, so za jesen napovedali še večjega v Mariboru. Do takrat pa vas bodo razgibavali s priredbo nepozabne uspešnice Kingstonov Cela ulica nori. O skladbi Dare Kavrič. Živijo, sem Dare Kavrič in ja, priznam, sem soavtor zmagovalne skladbe Cela ulica nori z festivala Melodije morja in sonca leta 98, kateri so zdaj na novo vdihnili neko novo življenje, ekipa Popstars. In vesel sem, da bo skladba dobila tudi neko novo publiko in ji želim v prihodnje vse dobro. Ker pa sem že omenil festival MMS, moram reči, da letos nastopam tam skladbo Kristalno jasno. In če bo doživela tako usodo kot Cela ulica nori, bom kar vesel. Spomine na skladbo so strnile tudi Power Dancers. Naša Natka se, mislim, da zaljublja ali nekaj takega. Je bilo že, mislim, da je Zvone takrat zmagal na MMS-u, je tako? In potem smo vsi seveda to praznovali, Zvone je zmagal in to je bil jok in veselje in vse.
Ja, to so zlati časi naše dobe, ne? Takrat se je vse dogajalo, tako da na to nas vežejo neverjetni spomini. Ja, jaz se sigurno spomnim to, ko je zmagal, ne? In valjda se spomnim, da smo praznovala pozno v noč. Zakaj so se odločili za to skladbo še Sebastian, Tinkara iz Bebop in Denis iz Game Over? Za celo ulico nori smo se odločili predvsem zato, ker imamo eno globoko zgodbo za ustvarjalce pesmi, ne? Ja, res je, kot poklon skupini Kingston, predvsem pa našemu Zvonetu Tomcu, ki je avtor tudi neštetim našim hitom. In producent, izvršni producent. Tako da poslušajte, Cela ulica nori in ekipa Popstars. Ja, moramo povedati, da je že kar velik izziv vseh nas 11 istočasno spraviti v studio. Predvsem pa se mi zdi, da je kot nadgradnja ta, da se bo slišala ta pozitiva pa dinamika med nami, no? Ja, tako res je. Mislim pa, da bojo vse ljudje začutili, da del nas v tem komadu sigurno, tako da bo spominjal na Cela ulica nori, ampak bo Popstars Cela ulica nori. Preoblekli smo zato, ker smo želeli, da pač pred poletjem zaživi v novi podobi, zato da bo lahko cela Slovenija norela, da bomo lahko noreli tudi izven Slovenije, po hrvaški obali in tudi v naši družbi. Od Popstars še v torkovo oddajo Radio Aktivno. Takrat prikličemo vražje verje z albumom Folklorni ritualizem. Boštjan, ki sem slišal napovezal celoto, vam za konec vrtim še Klapo Semi Kantam, ki predstavlja novo balado Noč za spomine. Gre za romantično balado, ki poslušalca nagovori z nežnostjo besed, toplino glasov in preprosto, a močno sporočilnostjo. Pesem izraža hrepenenje po bližini in globoki povezanosti, kar bo zagotovo nagovorilo poslušalce vseh generacij. Objamem, rad te na samem, ob tebi zatrepetam, ker ti si spet moja vsa in moj si svet, ljubljena. Ti si vse, kar si želim, ob tebi v zadrhti, tišina ne govori, njen glas je dotik v temi. Naj nikdar ne mine noč za spomine, saj veš, da v dvoje tako lepo je. Saj ti v življenje si spet me vrnila, si dala mi srečo, dala mi krila. Objamem, rad te na samem, ob tebi zatrepetam, tišina ne govori, njen glas je dotik v temi. Naj nikdar ne mine noč za spomine, saj veš, da v tvoje tako lepo je. Saj ti v življenje si spet me vrnila, si dala mi srečo,